Pozdravljeni, otroci! Danes smo učiteljice zopet z vami in pogledali si bomo zapis še treh velikih tiskanih črk. In sicer črke B, črke H in črke G. Ja. Ker bomo danes poznali zapis kar treh črk, bodo zastavljene naloge malce drugačne, kot jih morate po navadi opraviti, velja? Za začetek boš z lista s pesmicami izrezal vse tri listke s pesmicami za črko B, za črko H in za črko G. Ja? In potem na vsakem listku obkrožil vse črke, ki so na posameznem listku večje napisane. Se pravi, tule obkrožiš vse črke B, tu vse črke H in tu vse črke G. Ja? Listke potem nalepiš v zvezek abeceda. Sedaj si bomo pa pogledali, kako črke tudi pravilno zapišemo. Ja, črke boš moral potem malce večje zapisati v zvezek črtica, tako kot po navadi to naredimo, zato dobro in pozorno opazuj. Črko B zapišemo tako, da od zgoraj navzdol potegnemo ravno črto, potem se vrnemo na začetek in naredimo dva trebuščka. Torej, ravna črta navzdol, zgornji trebušček in spodnji trebušček. Pomembno je, da sta trebuščka ali enako velika ali pa je spodnji trebušček malce večji. Ja, torej ponovno, ravna črta navzdol, zgornji trebušček in spodnji trebušček. Tako. V nadaljevanju bomo pogledali zapis črke H. Ja? Črko H lahko zapišemo na dva načina. Obadva sta pravilna in jaz ti bom pokazala oba načina, ti pa se odločiš za tistega, ki ti je najlažji. Ja? Noben od teh ni nepravilen, pomembno je samo to, da vedno vlečeš črte od zgoraj navzdol. Tega pravila se pa treba držati. Ja? Torej, poglejmo. Prvi način zapisa je torej ravna črta od zgoraj navzdol, poševna in zopet ravna od zgoraj navzdol. Drugi način je pa dve navpični črti od zgoraj navzdol in nato vse to povežeš z vodoravno črto. Dobro opazuj. Tako, torej, ali pa dve navpični črti, ki ju povežeš z vodoravno črto. Ti se odločiš, kateri od teh načinov ti je za zapis lažji. Ja? Pomembno je še to, da te navpični črti nista predaleč narazen ali pa preblizu skupaj. Ja? Torej, vaja dela mojstra. Sedaj si bomo pogledali pa še zapis črke G. Ja? Črko G zapisujemo od leve proti desni in ne smemo pozabiti na hribček. Ja? Nekje do polovice potem zaokrožimo črko G in potegnemo ravno črto od desne proti levi. Paziti moramo, ja, torej pazimo, da imamo tule špičko. Ne smemo imeti takole zaobljeno. Ja? Pozorno opazuj še enkrat. Tako, torej pomembno je, da je tule špička in da je tule na začetku hribček. Evo. V nadaljevanju ostale naloge dobro poznaš. Črke B, H in G zapiši v zvezek črtica in jih nekajkrat prevleci z barvico. Ker so sedaj tri črke, ne rabiš 10-krat prevleči. Prevlečeš tolikokrat, da dobiš občutek za črko. Vedno pazi, da vlečeš črte od zgoraj navzdol.
Nato poišči 5 besed, ki se začnejo na posamezen glas in jih lahko narišeš ali pa napišeš poleg velike črke. Tule sem poiskala nekaj idej na črko B. Ja, mogoče si našel katero od teh, drugače pa jih lahko samo poimenuješ, če jih prepoznaš. Torej tule na črko B, tule na črko H in tule na črko G. Seveda ne gre brez zapisa črk v zvezek abeceda. Bodi pozoren, ja, in res zdaj upoštevaj navodila, da rabiš zapisati samo po 2 vrstici vsake črke. Ja. Če želiš še pisati, bova z učiteljico bolj veseli, če si sam izmisliš kakšno novo besedo ali pa kakšno besedo prepišeš iz zvezka za opismenjevanje. Se spomniš tiste besede, ki so tam pri peresu, ja? Za vajo zapisa črk sta pa dovolj 2 vrstici zapisane črke, posamezne črke. Najprej bom pokazala zapis črke B. Ja? Črko B torej zapišemo od zgoraj navzdol z ravno črko, potem do sredine potegnemo prvi trebušček in od sredine dalje drugi trebušček. Torej ravna črta navzdol, zgornji trebušček do sredinske črte in do spodnje črte. Črka H, ravna črta navzdol, poševna po sredinski črti, ravna črta navzdol. Ali na drug način, ravna črta navzdol, sredinska črta. Pomembno je, da sta obe črti ravni. Ja? Pri črki G oblikujemo rahel hribček in do sredine vračamo, potem pa potegnemo vodoravno črto. Torej hribček do sredine in vodoravna črta. Ja? Torej, in tu je teh vaj dovolj. Torej, po 2 vrstici zapisanih črk je dovolj, če želiš pa še uriti pravilen zapis, si pa torej lahko sam izmisliš besede ali pa jih prepišeš iz zvezka za opismenjevanje, v tistem kvadratku jih imaš pri nalogi označeni s peresom. Tule sem ti zbrala še povezave za posamezne črke na interaktivnih straneh Lili Bine od založbe Rokus. To rešuješ, kadar želiš, če želiš, ja. Zato sem ti dodala, da imaš to vse na kupu. Naloge v delovnem zvezku za opismenjevanje pa bomo reševali kdaj drugič. Danes smo torej spoznali 3 črke. B, H in G, za katere si mislim, da si jih že dobro poznal. Danes smo utrdili samo pravilen zapis. V naslednjem tednu spoznamo zapis še zadnjih 3 črk. Črke Z, črke Ž in črke F. Potem bomo poznali vseh 25 črk naše slovenske abecede in bomo lahko uživali v branju in pisanju. Lep pozdrav do naslednjega tedna.